radi začetka hvala referat Irine Rožman, ki jo je zdravje plano in prosim. Najlepša hvala. Dobila sem ta referat pred nekaj minutami, zato, če se bo slučajno kje zataknemo, boste prizanesljivi in tudi priblavite bote z računalnika. Torej, na kolegica za fakultete Irina Rožman je diplomirana antropologinja in etnologinja, ukvarja se predvsem z rodnostnimi praksami in v tem kontekstu je tudi nastal članek o socialnih in zdravstvenih vzrokih umrljivosti otrok v prvi polovici 20. stoletja z posebnim poudarkom na demenski. Prispevek oriše problematiko umrljivosti dojenčkov, ki je zaznan kot kompleksen zdravstveni, socialni in demografski problem. Obsežni socialni in zdravstveni ukrepi so bili usmerjeni, da se postopoma odpravijo vzroki visoko umrljivosti dojenčkov, ki so bili tako posledica velike revščine, zlasti večinskega dela prebivalstva. Med drugimi vzroki pa preštevamo še nezadostno število šolenih babic, njihov zelo slab socialni status ter nizko raven splošne in strokovne izobrazbe babic, pa tudi pomanjkanje zdravstvenih storitev, ustanov in delavcev, zdravstvene neosveščenosti prebivalstva, poleg tega in povezano z revščino pa tudi plačljivo zdravstvenih storitev, neustrezna higiena, slaba prehranjenost prebivalstva, še zlasti mater in otrok. Po drugi svetovni vojni se socializmom vzpostavlja javno zdravstveno in socialno varstvo, ki naj bi zagotavljal enake socialne pravice vsem državljanom. S tem, da dobijo recimo zdravstveno zavarovanje kmetje šele v pozni jugoslovanski državi. Za zmanjševanje smrtnosti dojenčkov so načrtovalci zdravstvenih ukrepov predvideli socialne in zdravstvene ukrepe, ki pa so prve zadovoljive rezultate prinesli šele v začetku 60 let 20. stoletja. To je pokazala raziskava o kulturi vrsta v slovenskem podeželju v 20. stoletju, ki med drugim ugotavlja tudi, da podeželske ženske za razliko od delavskih niso imeli enakih možnosti pri uresničevanju socialnih pravic v času nosečnosti, poroda in po porodu. Obiski pri zdravniku med nosečnostjo so bili zanje zaradi njihove intenzivne vpetosti v kmečka in gospodinjska dela potrata dragocenega časa, medtem ko porodniškega dopusta zaradi specifičnih značilnosti kmečke produkcije niso imele možnosti izkoristiti. Celo bolnih dojenčkov in otrok matere niso nesle k zdravniku. Še vedno se zdravile same, zlasti v primerih narejenih bolezni, doma in pri zdravilci, ki so zdravili s posebnimi terapevtskimi postopki tradicionalne ljudske medicine, vedno prepletene z verovanjem. Posledično so dojenčki umirali, predvsem zaradi slabe nege in nepravilne prehrane, ter tudi zato, ker so bili prezgodaj odstavljeni v prsi. To je seveda večalo umrljivost otrok in vzbujalo med medicinci spraševanje o tem, zakaj prihaja te smrtnosti. In tako je dr. Vrščin leta 1953 nezadovoljno odgotavljal, da umira v Sloveniji še vedno vsak 9. novorojenček in to razkoristi. V kontekstu padanja rojstev je opozarjal na nedopustne izgube dojenčkov, saj da to zavira številčno rast naroda. Opozoril je tudi na velike regionalne razlike, na katere opozarja po kvantitativnih podatkih in kazalnikih smrtnosti dojenčkov in ugotavlja regije, kjer je ta smrtnost najvišja, torej severni kraj Slovenije, Dolnja Lendava, Murska Sobota, Maribor, tako levi kot desni breg, Ljutomer, Ptuj, okolica, Konjice in Slovenj Gradec. Dojenčki so umirali zlasti v mestih, ko so ženske zaradi pomanjkanja hrane in težkega poljskega dela izgubljale in opustile dojenje, to je med meseci april in september. Posebej velja za sezono največji ta čas velja
velja za sezono največjih kmečkih del, kot so košnja, žetov, mlačov, trgatov, ko so bile matere polno zaposljene in se jim je posušila, oziroma kot so v intervjujih izrazile same, ko se jim neko porazgubilo. Njihove pripovedi potrjujejo iz našega gledišča seveda, kruto dejstvo, da matere zaradi velike zaposlenosti niso imeli dovolj časa niti dojemlja, kaj šele za bilo dojenčka. Iz pripovedi je mogoče sklepati, da je bila nega dojenčka dela, ki je sodila gospodinsko sfero, torej med neproduktivno dela. Zato so bili matere prisiljene, da so dojenčko vzeli s sabo ali pustili doma, kadar so seveda delali na polju. Rešitev pomenjenih problemov so medicinska stroka in drugi teoretiki videli v obsežnih zdravstvenih in socialnih ukrepih. Omenili pa so prištevali zdravstveno posvetno delo, aktivno iskanje obolelih otrok, dvig strokovnega znanja babic z vsakoletno vsaj eno tedensko prakso v porodnišnici, asanacijo vasi, ter da bi omogočili ženam iz oddaljenih vasi, da bodo rodile v porodnišnici. In da bi, ko so že imeli v porodnišnici, v tej priliki poučili tudi o neki in prehrani dojenčka, ter da bi materam tudi materialno pomagali. Med predlogati materialnih pomoči pa so sodili dodatki v hrani, torej mleko v prahu, riž, mljive ter vitaminski dodatki, da bi jim omogočili olajšave pri delu, da bi jih spodbujali k dojenju, da bi jih spodbujali k izobraževanju o prehrani in negi dojenčka. In to je to, kar je bilo od tega referata. Hvala za pozornost. Hvala. Prej, ko sem rekel, Novomeškina večerina je moja novomeška soseda. Se ne znam spodobražice, pa sem prebrala. Torej, čeprav smo že čas prišli, pa res smo še 5 minut za diskusijo. Prosim. Jaz se pa zapražujem, da se tudi jaz dobila tukaj. Da se dobila tukaj. Edina veza z dobila Nemčana. Našel sem nekaj vaših naslove, teh vaših predavanj, jaz sem gostiličar iz Črne Koroške, gospod Pece. In me zanima tudi včasih, še background, tako ozadje prehranjevanja hrana, zato me nema teh vaših naslovov zelo narušen. Ne bom vam dolg časa kratko, ampak bi rad samo dodatno informacijo povedal na račun nudelj. Namreč, tako sem nekaj malo pod Peco, kolikor vem, nudeljni so najbolj lepo tako razloženi testeni želji z raznim nadevom. Nudeljči so pa rezanci do šoki moliči in rezanci za ožutom. Se je zgodil, vidim nekaj kuhar ljubljanskega napisal kuharske recepte in vidim, da imam slabše razumel vse našo koroščino pod Peco in je napisal, če polneni koroški rezanci. Tako zelo nelogično, to sem hotel prepomniti. Zraven pa, glede na to, da sem res zelo vdeč, imam svoj štand na tržnici v odprti kuhni. In tam poskušam plasirati nudelje. Eni nudelji testene želke z raznim nadevom. Eni so filani s klocami, drugi z govedino, tretji so pa nenavadna kombinacija okusa v jagočni štrudel z grubi. Zdaj, če vas kaj zanima, bom najbolj še pozno popoldan tam na tržnici poskušal plasirati interesovanje. Hvala lepa. Torej, iskrena hvala. Lepo vas pozdravljam, da ste prišli, zgodovinarji 19. stoletja imamo seveda zelo časti, kajti znano je, da je bila najbolj pametna izjava cesarja Ferdinanda, ker sem sestre ne hočem ljubljena. Torej, je še kdo? Če ne dovoljte mi je samo 2 pripombe dal, glede kranjske klobase. Tu jaz tega referata ne bi bolj podpisal. Tu treba prvič definirati, kaj sploh kranjska klobasa. Ne smemo je mešati suho klobaso. Kranjska klobasa je meščanski izdelek, zelo zahteven in kmeci kranjske klobase praktično ne bomo proboščiti prvič, ker je noter, da treba stegno ali pleče, to pa svedelo predragoceno, drugič je tle maščoba, ki je zelo draga, tretjič je tle higiena, in kolikor sem jaz sledja trdina, praktično vsak dan piše, kaj jedo. Kranjske klobase s trdini praktično ne najdem.
Zdaj se mi najde nekje, pišem župnik, da je zelo smrdela. Seveda, ker veste, klobaso oprati zelo težko. In kranjska klobasa ni trajni izdelek. To je stvar mesarja, meščanstva. Ravno tako, na primer, ne moramo govoriti o cvičku kot slovenskem identifikatorju, ker cviček je samo eno zelo pozno vino. Sploh izraz po mojem ni dolenski, ampak se pojavi nekje tam okrog preloma, sicer prvo omemba je 1785, do zdaj meni znana, že Belokranjc cvička ne mara, Štajerci mi pravijo, s tem si je še soda ne bi umilo in tako naprej. Namreč treba je stvari definirati, kaj je to kranjska klobasa in to je zelo zahteven izdelek. Prav tako bi pa še potem še dodal glede Prešerna, Alenka šla že ven, namreč zadeva, veste, ne pazati pod Parjakov, nemo nasedati Parjakov, ki je tako lepo pisal. Prvič je bil Prešeren za časa življenja priznan kot največji pesnik, o tem ni nobenega dvoma. Imate eno pismo Koseskega, ki je hranjeno v Ljubu, ki je prav Koseski, eno pismo Blajvajsu, pa kaj meni slike, da pišem, ki se niti primerjati ne moram s Prešernom. Tudi ni problem Prešernega Frajvajstva, ki se posod piše, ampak je njegov problem tudi ne morali, kar sem iz dolg časa mislil, ker je bil Kastelica, primer, veliko bolj nemoralni kot Prešern. Problem Prešerna je pjača. In na primer je bil dr. Zopančič, ki je premagal Prešerna Nov mest, veliko bolj radikalni kot Prešern. Pa je zmagal zato, ker je bil urejen človek. Na primer dr. Matija Kavčič, ki je bil advokat v Ljubljani, 10krat bolj radikalni kot Prešern, pa ni imel teh problemov. Veste, prijatelj je tle svoj čas 20. stoletja projiciral nazaj, ni treba biti zelo previden pri teh prevzemanjih. Pravzaprav ste to lepo pokazali, pri Cankarju tle niste nasedali. A vidite, pred Cankarjem je to bilo zelo všeč. Medtem ko Prešerno moramo ta vid popolnega Prešerna, Prešern je bil prvi pesnik, nedvomno, ni bil pa popoln človek. Vsake napake me kot jih imamo mi. In se pravi, ni bil njegov problem, Frajgajs, ampak pjača. Tako je žal. Zaradi tega ni nič manjši in nič večji. Če ni več, oprosti rektar, sem te izval. Ja. Problem pri Prešernu je naslednji. Njegovo pismo staršem, s katerim sem se jaz zelo veliko ukvarjala in sem celo potem pomislila, da je prepisal, da ga je nekdo prepisal, da ni autentično, in sem prosila v Narodnem muzeju, da mi ga še enkrat presnamejo, ker so bili samo faksimile in so ga potem digitalizirali. To pismo je usodno samo zaradi tega, ker je takrat konec njegove karijere, tako rekoč v navednicah. Konec pa zato, ker 2 leti, on to piše šele 2 leti kasneje, ko je že bil v zavodu, ko je že imel štipendijo, ne omenjam prijatelja, čeprav Slodnjak pa je tudi pisal o tem, Slodnjak se ni razčistil, kaj je v tem, da je 2 leti kasneje še napisal Prešeren staršem. In mislim, da bodo grdi slovenisti to sigurno v prihodnosti znanstveniki to razkrili. Ja, pa ne, sem mislil sam glede splošnih ocen glede tega pisma. Je še kdo, če ne, hvala lepa, da ste me prenašali in naslednjo sekcijo bo čez 4 ure.